N1 podcast s Suzano Lovec. Lepo pozdravljeni, drage gledalke in poslušalke, dragi gledalci in poslušalci. To je N1 podcast, jaz sem Suzana Lovec. Svojo oddajo N1 podcast vsak teden objavim na N1, torej na n1info.si. Na njo se lahko tudi naročite na YouTube kanalu N1 Slovenija in pri vseh večjih ponudnikih podcastov. Vidite jo tudi na Eonu in na Metroplayu. Igralka in performerka, ki je poleg drugih nagrad letos dobila še naziv žlahtna komedijantka, Lina Akif, dobrodošli. Hvala za povabilo. Gledamo vas lahko v igranju najbolj krutih posledic nasilja, gledamo vas kot žlahtno komedijantko in vse vmes. Vprašanje od zunaj, gledalsko vprašanje. Kaj je za vas kot igralko težje? Gledalcu približati grozo ali ga nasmejati? Ja, po mojem nasmejati, da je to težje. V bistvu komedija je kar ena specifična veščina. Zdaj, jaz moram povedati, da to nagrado sem dobila za eno zelo specifično formo. To je bila, oziroma je še vedno, tehnoburleska. In znotraj burleske, kabareja, veljajo neke zakonitosti, ki mogoče pri neki drugi komediji ne bi. Tako da v tem primeru je šlo za neke avtorske točke, ki so zelo politično angažirane. In ja, je kar izziv. Sicer v bistvu, ko pripravljaš na neke točke, sploh v bistvu o tem ne razmišljaš zdaj, Šmet, ali bo zdaj to smešno ali ne, ampak pol neka krata, da je. Ampak ja, mogoče konstruirati to je nekako težje, se mi zdi. Torej, ko ste letos dobili to nagrado žlahtna komedijantka na Dnevih komedije, je bilo to za vlogi, kot ste rekli, ki imate v predstavi Tatovi podob. Ta predstava je letos tudi sama prejela nagrado žlahtna komedija. Se je treba rušenja, destabilizacije družbenih kodeksov, družbenih nesmislov, mačizma, populizma, stereotipov in medijske patetike lotevati s humorjem. Kaj je tisto, kar to najbolj nagovarja, razgalja, preizprašuje? Je to humor in na kakšni ravni učinkuje? Ja, humor je ena izmed strategij. Jaz mislim, da absolutno je potrebno se tega lotiti. Zdaj pa mi smo se odločili za humor, ampak v bistvu tako, Tatovi podob obstajajo že 10 let. To je neka zelo že vzpostavljena forma, zelo vzpostavljen kolektiv in v zadnjih nekaj letih so dobili tudi mal svoj dom, eden izmed, tudi v Slovenskem mladinskem gledališču, kjer smo dobili priložnost igralci ansambla, da lahko z njimi sodelujemo. Tako da v bistvu vsa ta neka vprašanja, ki ste jih zdaj zastavili, jaz sem že vstopila v že ustaljene neke prakse, ustaljene formate in znotraj teh gabaritov ustvarila te različne točke. Zdaj gre pa za en zelo poseben format, ki v bistvu je vsakič premiera. Zato, ker kombinacija točk, ki nastane, je res popolnoma drugačna vsakič in se zelo mogla boriti za neke točke, da so bile takrat na Dnevih komedij in sem vesela, da sem si izborila. Tako da, ja, nisem vam odgovorila na vprašanje. Ja, ali humor v bistvu najboljše nagovarja in razgalja te stvari. Me bom malo drugače vprašala. Vi ste v bistvu v tej tehnoburleski dva lika, ki sta bila nagrajena, ste v bistvu ta poražena Kamala Harris in vinska kraljica Štajerske. Kako širok je ta diapazon? Kaj različnega potrebujete znotraj ene predstave, enega dogodka za tako različni vlogi? Ja, v tem konkretnem primeru sem potrebovala medijsko ozaveščenost, jasno idejo, kaj želim povedati, proti čemu se borim, kaj se mi je zdelo v nekem trenutku zelo aktualno, da nagovorim. In ja, humor je absolutno res zelo uspešno sredstvo, zelo uspešna strategija, kako v bistvu nagovarjati te teme in izražati neko svojo politično voljo. In v bistvu humor je zelo tudi uporabno sredstvo, ker se lotevaš nekih stvari, ki so absolutno že v vsakdanu tako neskončno absurdne, da si misliš, da ne morajo postati še bolj absurdno in jih potem probaš prek te
zelo absurdne, overacting, komičnega formata nekako še bolj poudariti. Tako da je absolutno zelo uspešno sredstvo. Ampak veliko je bilo za te 2 točki. Ja. Konkretno, v bistvu ena je nastala zelo na hiter, zelo na hiter. Torej, Vinska kraljica? Ne, za Vinsko kraljico sem že dolg časa vedela, da bi jo rada delala. Jaz sem fanica Totov že zelo dolg in tudi, ker sem prišla v ansambl, prvo, kar sem si zaželela, je, da bi lahko z njimi nastopila. Ampak Vinska kraljica pravzaprav, torej jaz prihajam iz Maribora, iz te regije in nek ta pretiran alkoholizem je tako ali tako zelo prezenten znotraj te regije in vse, kar tudi sabo to potegne. Ni, da sem proti alkoholu, sploh ne, ampak je pa v bistvu ta neka kultura zelo problematična in je to tudi eno veliko polje nasilja odpira. Tako da sem vedela, da bi želela o tem spregovoriti. Tudi v našem parlamentu imamo veliko politikov, ki so zelo odprti o tem, ki prihajajo tudi iz Štajerske regije. In ki tudi prispevajo k normalizaciji alkohola, proti čemur pa sem jaz. Vidite? Ja. Ampak v bistvu meni je tudi absurdno, ker je ena političarka, ki je, zdaj ne vem, če jo zdaj lahko imenujem ali ne imenujem, ampak mislim, da če bom malo opisala problem, ki je govorila tudi, kako je v bistvu ta alkoholizem prisoten v osnovnih šolah in da je čisto normalno, da ravnatelj pod mizo da staršem ta alkohol. Tako da vedela sem, da o tem želim govoriti. Hkrati, ta točka ima v bistvu več stvari. Hkrati mislim, da vsi poznamo ta video ženske, ki se je borila proti migrantom in je zastavo mahala, to je Slovenija, in potem jo je odneslo v tej svoji domoljubnosti. Je tako odneslo, da je začela to zastavo, ta znak Slovenije po tleh udarjati. Na videu je tudi krasen en moški je zraven nje, ki je zelo z njo. V smislu, bravo, ja, borimo se. In potem, ko je začela tepsti to zastavo, je pa bil tako, pa ne zastavo, joj. Tako da to sta bili neki vstopni točki, ampak glavna vstopna točka je pa bila pesem od Alenke Kipintarič, Štajerska lady, ki absolutno opeva to, kako ima vince najrajši in kako je to nekaj, kar je zelo pomembno za našo regijo in da je prepotovala v svet, ampak najboljši pri domov in nazdraviti, ker mi imamo pa to krasno vince. Tako da neka ta kombinacija teh točk, to dolg časa sem vedela, da se želim s tem ukvarjati in ta točka se je nekaj časa rojevala. Tudi šla je čez različne faze. Potem pa v bistvu prvič, ko sem jo predstavila javnosti, ko sem prvič s Tatovi nastopila, to je sploh prva točka, ki sem jih za njih kreirala, oziroma v okviru Tatov. Ja, je pa bilo tudi veliko improvizacije. V bistvu izkazalo se je, da je ta točka lahko tudi zelo dolga in da ima v bistvu, da je prvi del, da improvizirano skupaj s publiko nekako z njimi da nazdravljam z njimi, da se z njimi pogovarjam, da nekako probam... Da imate interakcijo z njimi. Ja. Ta točka je bila vedno umeščena v pauzo in sem v bistvu celo pauzo zavzela. In potem med to pauzo se mi zdi, da vzpostavlja nek odnos z gledalci, ko se je potem razglasilo, kdo ta vinska kraljica je. Seveda noben drug ne more biti. Da je publika že tako ali tako na tvoji strani. In potem gre v to pesem in potem pa pride ta obrat s to zastavo. Tako da zelo dolgo se je rodila. Medtem, ko točka za Kamalo Harris je pa prišla res čist iz nuje. To je bilo, mislim, da smo nastopili 2 dni potem, ko so bili rezultati predsedniških volitev v Ameriki. In je prišla zelo hipno ideja in se mi zdelo, evo, to je to, enkrat in edinkrat bom nastopila s to točko, dajmo I Dream the Dream, da lip-synka Kamala Harris. Potem se je pa izkazalo, da je bila ta točka tako uspešna, da smo jo pol velikokrat uporabili. Ampak zdaj pa mislim, da je končno umrla. Ja, razen če pride Kamala Harris nazaj, kar pa kot mediji sporočajo, obstaja možnost, da bo. Tako da mogoče bo ostala od mrtvih ta točka. Smo prebrali, če tudi sta njeni točki začinjeni z obilico humorja, služita kot opomin, v kakšnem svetu živimo, pa si ne bi želeli. Ampak za program Ars na nacionalnem radiju sicer ste največ govorili o tatovih podob, ampak tudi o predstavi Inkubator in spolni vzgoj, k temu še prideva, ste poudarili, kako zelo pomemben je humor, to, kar smo prej rekli, za pogovor o temah, mogoče o katerih se je težko pogovarjati.
in tudi o absurdnih situacijah, ki ste jih vi prej omenili, kakršen je v bistvu naš čas jih poln. Ja. Kako pa je delati, v kar nekaj predstavah igrate v bistvu več vlog? Kako je delati več vlog v eni predstavi? Je taka predstava za vas drugačna kot druge? Ja, mislim, zagotovo so pač, kako se pripraviš na to malo drugače, kot če imaš en lik, ki ga igraš tekom cele predstave. Ampak se mi zdi, da vsakič, ko sem bila v poziciji, kjer sem igrala več vlog v eni predstavi, so imele te predstave zelo jasno politično sporočilo. In so te hitri prizori menjavanja bili eno sredstvo. Tako da v bistvu se fokusiraš na svojo nalogo in kaj moraš v tistem momentu nekako, v čem moraš bivati, kaj moraš predstaviti, kaj je ideja prizora in pol greš naprej. Tako da v bistvu je v neki koncentraciji razlika, da moraš hitreje preklapljati. Ampak ja, način, kako se ljudje lotevamo samih vlog, to je tako ali tako ima vsak nek svoj lasten proces. Tako da jaz bi rekla, da zame, da je mogoče vrsta koncentracije malo drugačna. Ja. Omenila sem že nagrade, tu so še Borštnikova nagrada za mlado igralko, nagrada Zlatolaska. So nagrade tisto, kar zapečati občutek pri vas, da ste nekaj naredili dobro, ali lahko ta občutek pride že prej in iz česa pride? Kje ga dobite? Kako v bistvu, a so nagrade tisto, kar vas najbolj nagrajuje? No? Tako. Ne. Sicer bi bilo super, če bi kdo na tem stolu rekel, ja, igram samo za nagrade. Ne, absolutno. Tako, veliko se pogovarjamo z igralci o tem. Jaz mislim, da seveda ti potrditev dobiš na različne načine, in seveda je najpomembnejša potrditev ta potrditev, ki si jo daš sam. Okay. Seveda je tu potrditev, ki jo dobiš strani soustvarjalcev predstave, publike predvsem, včasih tudi kritikov in tako. Se mi pa zdi, da ne moremo zanemariti, kaj pomenijo nagrade. Zato, ker prinašajo nagrade v resnici zelo neke konkretne stvari. Primer. Jaz sem na nekaj časa na svobodi. In ti, ki si na svobodi, se prijavljaš za status, za razpise, na rezidence, razne forume in ti moraš pod rubriko, kjer ti moraš dokazovati, da si ti uveljavljen umetnik, navesti svoje dosežke. In prekleto te nagrade štejejo. Res štejejo. In tudi, ko imam izkušnje svojih sošolcev ali pa ljudi, ki so sočasno bili na akademiji, pa ne direkt v mojem letniku, iz tudi različnih fohov, ker smo se pogovarjali, ker smo se prijavljali na status in rezidence, kje so bile razlike, recimo, zakaj mogoče sem jaz dobila nek razpis, nekdo pa drug ne. In pa smo primerjali recimo točke in ravno pod rubriko ta prepoznanost, uveljavljenost v prostoru, recimo tu je bila zelo velika razlika. In predvsem zaradi nagrad, se mi je zdel. Ko si pa enkrat zaposlen, pa nagrade v bistvu tudi prinesejo eno zelo konkretno stvar in to je, da napreduješ v nazivu, s tem napreduješ tudi v plačilnem razredu. Če vmes dobiš nagrade, tudi lahko hitreje napreduješ. In glede na vse zaplete z pokojninami, ki so trenutno v medijih, mislim, da je vsem nekako želja, da bi čim prej prišli do neke plače, ki jim omogoča normalno življenje in pa preživetje potem tudi po penziji. Tako da ja. Pa tudi zdi se mi, da te nagrade, če smo čisti iskreni, a bi vi mene povabili na ta intervju brez teh nagrad? Moram povedati, zakaj sem vas povabila. Kaj ste me že spraševali, oziroma kako to... Jaz sem vas videla v predstavi in sem bila tako fascinirana, da sem rekla, jaz moram to igralko povabiti. Potem sem šla pogledat in sem videla nagrade. Tako da to je odgovor. Ampak ker večino intervjujev se mi zdi, da imam ravno potem, ko dobiš neko nagrado, da je ful povezano s tem. Ta je zdaj že pol leta, ne, odkar ste dobili. Ta je pol leta, ampak takrat, ko je prišla, je bilo... Hvala za povabilo. Ni zdaj tako to edini razlog. Sploh ne, ampak se mi zdi, da je nekaj na tem. Absolutno pa ni pa zdaj to primarna stvar, o kateri sploh razmišljaš. Lepo je dobiti to potrditev, konkretne neke
bonifikacije pridajo z njimi, ampak ja, ni pa primarna stvar. Se pa tudi zavedam nekih stvari, zadnjo stvar povem, ampak recimo konkretno ta nagrada, skupinska nagrada pri Tatovih podob na dnevih komedije. Meni veliko pomeni, da smo dobili za najboljšo komedijo, specifično zato, ker Tatovi podob obstajajo že 10 let. Oni bi kadarkoli vmes lahko bili povabljeni v tekmovalni program. Pa niso bili, zato ker v Sloveniji obstaja neka zelo jasna ločnica med tem, da seveda off-scena nekako ne prodira na te glavne festivale. Zdaj, pri Borštniku je včasih malo drugače, ker je odvisno od selektorice ali selektorja, ki včasih potegne te radikalne poteze in tudi plača z njimi. Kar nekaj let nazaj vem, da je ena selektorica izbrala veliko predstav iz off-scene in takoj zatem so spremenili pravilo, da je selektor namesto da 2 leti izbira 1 leto. Tako da... Ven se zdi ta neodvisna scena izjemno pomembna, ne? Da more živeti in da more dodajati k institucionalni kulturi, ne? Ja. In se mi zdi, da v Sloveniji v resnici imamo res zelo jasno ločnico te institucionalne in neinstitucionalne scene in kdo lahko v prostor koga udira. Tako da mi je bilo zelo pomembno, da so bili izbrani. Seveda zdaj, mogoče lahko gremo vprašati selektorico, a je bilo to kaj povezano s tem, so Tatovi podob začeli sodelovati z Mladincem, ki je javni zavod, institucija, institucionalno gledališče. Mogoče. Seveda, jaz sem zelo vesela, da se je zgodilo to leto, ko sem jaz začela z njimi sodelovati, ampak iz absolutno sebičnih razlogov se mi pa zdi, da bi si oni zaslužili, da bi tekmovali v glavnem programu vsako leto. In to, da je ena predstava, ki je nastala v resnici na off-sceni, ki v bistvu takrat, ko smo nastopali na dnevih komedije, sva samo jaz in Anja Novak, sva z ansambla bili ta mladinsko del, drugače je to že tako ustaljena prekrasna ekipa Zavoda Emanat pod okriljem Maje Delak. In ja, absolutno bi se to kadarkoli prej lahko zgodilo. Tako da je zelo pomembno, se mi zdi, da neodvisna scena v bistvu pobira glavne nagrade na mogoče konzervativnejših festivalih, konzervativnih glede izbora. Predstav. V predstavi Inkubator, to je ta predstava, kjer sem videla in kjer sem malo odgovorila mimo tega, kar ste si vi mislili. To je predstava, ki jo igrate v Mladinskem gledališču, kjer ste v bistvu od lani tudi postali članica ansambla. In tam je en prizor, kjer se vi smejite. Kako dolg je ta prizor? Nima točne minutaže, se pa minutaža spreminja. No, cca. Torej, nekje na premieri je bil 2 minuti neki. Zdaj pa je že krepko čez 5 minut. Si mislim, ja. Ja, v bistvu nekako sem dobila na stamini. Meni se zdi, da v bistvu ta prizor, ki traja, torej ta smeh, ki traja in se spreminja vmes, in ki izgleda v bistvu torej, iz smeha, krohotanja v bistvu neko tišino, ne? Na koncu v bistvu bolj kot smeh slišimo tišino nas gledalcev, ko se ta smeh spreminja, ne? In se mi zdi, da je van ujeto to v bistvu tega občutka, ki ga odnašamo domov po predstavi, ne? Se prevesi v nelagodje in potem na koncu v kaj? Kako ga v bistvu vi doživljate, a je tudi fizično naporno se toliko časa smejati in ta smeh tako spreminjati? Ja. Predvsem mislim, te trebušne mišice nimam najbolj razvite. Tako da, ful je naporno. V bistvu pred premiero je bilo tudi za glas strašno naporno, ker pač, ko ti vadaš, v bistvu sta 2 prizora v predstavi, kjer pravzaprav na grlo izvajam. En je ta, ki se smejim, en je pa rojevanje, kjer v bistvu kričim. In tako da sem ostala tudi brez glasu. Pa za premiero nekako sem se sestavila, ampak ja, absolutno ni mi lahek prizor, nikakor, ampak dobivam pa zelo veliko odzivov na ta prizor. Na smeh ali na rojevanje? Največ na smeh. Največ na smeh. Seveda imajo ljudje občutek, da ta prizor traja 10 ali 15 minut, pa ni tako, ampak razumem, absolutno razumem. Tako da tudi za svoje igralce, ki so z mano na odru in me morajo gledati, včasih tako, dajmo zdaj že, požuri. Ne, se so ful podpirajo, pa tako, ampak si predstavljam, da odvisno od dneva, koliko je njim. Ampak, ja,
Mislim, z Oliverjem Frljičem, režiserjem te predstave, sva se pogovarjala in je rekel, naj res probam ustrajati, kolikor se da. In da v bistvu nam je srž tega prizora, da je publiki nelagodno. Absolutno. Začne se v bistvu... Ta prizor je nastal na vajah. Oliver nam je dal nalogo, naj vsi gremo in naredimo nekaj z inkubatorjem. In so v bistvu svoji igralci, ki so pred mano šli na oder nekaj početi z inkubatorjem, porabili vse ideje, ki sem jih tudi jaz imela. In pa na hitro iščeš, kaj bi naredil. In sem našla online te zelo slabe joke o šale. Strašno politično neprimerne, nekorektne šale o Palestincih. Tako da s tem sem začela in potem sem se začela smejati in potem je Oliver rekel, naj probam ustrajati. In ja, ljudem je zelo, zelo, zelo nelagodno, sploh glede na to, kje igramo. Recimo, torej v Nemčiji, kjer je politični kontekst zelo intenziven, recimo je bilo to nelagodnje tako prisotno v dvorani, res. In režiser je pol prišel in rekel, to je bilo fenomenalno, the best, super, to nelagodje. Recimo na Poljskem smo pa imeli pred kratkim, mislim, da prejšnji mesec smo bili v Bydgoszczu. In je ena izmed gledalk na pogovoru po predstavi vprašala, če smo kdaj razmišljali, da bi imeli gledalci možnost, da rečejo dovolj. A res, pri smehu. Ja, pri smehu. Konkretno izpostavlja, da je bil to pač prizor, ki je bil najbolj... Najtežji, ja, najbolj je bil grozen, da želela je vstati, želela je, da bi mi rekla, da je dovolj, pač nehi. Ja, tem ste upravili svoje delo v redu, ne? Zelo dobro. Očitno, ja, seveda tega ni naredila, ne? Ja. Ampak kar razumem, ker verjetno tudi jaz ne bi, če bi bila v publiki. Mogoče največ, kar bi šla ven. Ona je vseeno vztrajala do konca, ampak ja, vidim, da pa povzroč nek nelagodni odziv. Seveda tudi odziv dolgočaserja, pa vidiš že te telefone, ki se prižigajo, pa tako nehi. In vse to razumem in vse to je prav, ker se mi zdi, da nam je ful težko biti v nelagodju dolg časa. In s tem smo se igrali, v resnici s to strategijo. Zdaj pa glede konca prizora, v kaj se prevesi, to je pa v bistvu zelo pomembno za nas, da se prizor nadaljuje, torej potem so igralci, moram povedati, da jaz izvajam ta prizor v vojaški opremi IDF-a in potem pridejo in šale pripovedujem palestinskemu nedonošenčku, in potem pridejo ostali člani, so igralci, ki so tudi oblečeni v kostume IDF-a, oziroma ki sličijo na IDF, ni to uradna uniforma, in potem se začne v bistvu sprememba identitete. Torej, oni meni dajo na glavo vse od burke do tega, da me dajo v Marijo, od tega, da sem oblečena v jopič od novinarjev in se konča pol tudi, da me ustrelijo. In v resnici tu je bil nek srž cele predstave, kar smo se pogovarjali, kako mi znotraj tega konflikta ali katerikoli vojnega konflikta, ampak predvsem pri vprašanju genocida v Gazi, kako mi konstantno spreminjamo našo identiteto in spreminjamo naše politične nazore, da bi ustrezali neki politični klimi in zakaj se deklariramo. To in zakaj sebe izrabljamo. Jaz tudi znotraj te predstave zelo izrabljam svojo identiteto, ki se spreminja. En prizor je v predstavi, kjer mi kolegi rečejo, v redu, do zdaj si govorila, da si kao temnopolta in to je bila neka tvoja glavna zgodba, zdaj pa se je zgodil genocid v Palestini, zdaj pa nenadoma arabka in arabska identiteta. In ja, s tem smo se zelo veliko ukvarjali. Ja. Frljiča ste omenili, ne, pred leti so bili zaradi njegove predstave Naše nasilje in vaše nasilje po Evropi celo protesti oziroma protestne izjave. Ne vem, kaj vse. Sicer mnogi, ki smo gledali to predstavo, nam ni bilo jasno, zakaj, kaj je tam takega, da bi treba karkoli protestirati. Ampak kakšne odzive pa imate od gledalcev poleg tega prizora s smehom? Zdi se mi, da uprizarjanje nasilja na odru v bistvu se marsikomu zdi bolj nasilno kot nasilje samo, ki je realno. Ne? Mislim, odzivi so zelo različni, ta predstava zelo polarizira publiko. V bistvu za nobeno predstavo do zdaj, no mogoče za spolno vzgojo, se mi ni noben tako zahvalil. Velike tehnike zahvala, hvala, da ste to naredili, da ste o tem spregovorili.
pred kratkim je tudi ena punca, ki ima družino v Ukrajini, recimo govorila, kako se lahko s to predstavo ful poistovetila in da jim je bilo čutila veliko olajšanje, da nekdo na odru o tem govori, do tega, da imajo ljudje absolutno odklonilen odnos do te predstave. Zdaj, tako močne reakcije v Sloveniji zares nismo dobili, zato ker je to nekako tipično tudi za Slovenijo. Sploh kar se tiče specifično zdaj genocida v Palestini, nekako je jasna pozicija Slovenije. Da smo mi pro-palestinska država, veliko nekih korakov smo naredili, ki jih druge države niso naredile. Tako da znotraj slovenskega političnega konteksta niti ni ta predstava tako radikalna. V sekundi, ko smo pa šli malo nastopati ven, so pa te odzivi bili bolj intenzivni, tako pozitivni kot negativni. Ampak ja, do teh protestov pa to ni prišlo in tudi ne pričakujemo, da bi prišlo. Se pa strinjam glede našega nasilja, vašega nasilja. Recimo, jaz sem bila takrat na faksu, ko sem gledala to predstavo. Ta Kristus jih je najbolj zmotil. Ja, ta Kristus jih je najbolj zmotil in tudi festival, v katerem smo bili zdaj v Bydgoszczu, ki so nastopali z Naše nasilje, vaše nasilje, na tem istem festivalu, mislim, da je umetniški vodja festivala izgubil službo zaradi tega. Tudi mislim, da je prišlo do raznih nekih tožb, ampak mogoče konkretno je več o tem, ker nisem bila v ekipi, pa ne vem vseh detajlov. Pa ste reči, da ste bili študentka? Ja, bila sem študentka in recimo name je ta predstava, mislim, meni je bilo noro videti to predstavo. Se mi zdi, da nekako prek Oliverjevih predstav sem zelo hitro ugotovila, kakšna vrsta gledališča mene sploh zanima in kje je meni moč gledališča, kaj bi jaz rada sploh počela v življenju. Se mi zdi, da se je ravno pri tej predstavi pa pri izdajalcu zgodilo, da sem imela ta občutek, jaz bi rada zdaj šla pa bila na odru z njimi. Rekli ste mi zadnjič, ko sva se pogovarjali po telefonu, da gledam gledališče širše, ne le kot dramski lik, da vam je v bistvu zelo pomembno, da ima gledališče tudi neko drugo vlogo in da v bistvu se zavzemate zase v takem gledališču. Pomembno se vam zdi tudi hoditi na festivale, ste mi rekli? Ne le na gostovanja, tekmovanja, ampak tudi na diskurzivne tečaje. Kaj vam dajo? Zdaj ste prišli ravno iz tujine, ne? Ja. Mogoče da malo pojasnim, kaj sem točno s tem mislila. Ne, da zdaj drugi gledajo gledališče ozko, sploh ne. Ja. Sploh ne, ampak se mi zdi, da sploh na faksu, da je neka tendenca, da mi zelo razmišljamo o svoji igralski karieri znotraj nekih likov, ki bi jih radi igrali. In te liki so nekako vedno v konvenciji dramskega gledališča. Pa, ko končaš akademijo, se tebi nenadoma lahko odpre celo polje avtorskega gledališča in pa tega, da ti kot igralec imaš bistveno večjo moč pri soustvarjanju, ki presega tvoj lik, ki ti je dan. Zdaj, jaz v resnici sem večinoma delala avtorske predstave, oziroma snovalno gledališče. Mogoče, če pojasnim, kaj razlika je, da večinoma se te predstave oziroma te procesi začnejo z neko temo, problemi, mogoče z neko grobo skico, ki jo prinese običajno režiser, umetniški vodja, ampak sama predstava pa nastane v sooblikovanju vseh udeleženih. Torej, ti kot igralec moraš vsakič prinesti nek prizor. Ti direktno vplivaš na to, kaj v predstavi bo. Mislim, končno še vedno potegne režiser in velikrat odpadajo prizori, ki so ti ljubi, ampak ti nekako lahko, ti si avtor vsebine. In se mi zdi, da znotraj tega, da imamo mi neizmerno veliko moč, seveda je to odvisno, moram povedati, da kako se lotevamo snovalnega gledališča, kako se lotevajo režiserke in režiserji. Vsak ima svoje principe. Pri nekaterih imaš bistveno več besede, pri nekaterih bistveno manj. Recimo konkretno o Oliverju Frljiću, ki sva pregovorili, noro koliko besede imaš. On res vse do zadnjega v bistvu soustvarja z ustvarjalci, ki presegajo ne samo igralsko ekipo, ampak vedno na eni točki je Sven Horvat, ki je v bistvu ki skrbi za naš zvok, recimo tudi on prišel in nam dajo neke igralske napotke, kaj on vidi v nekem prizoru. In tako je ne samo on, v bistvu vsi sektori so nekako soustvarjali to predstavo. In ta neka
Seveda hierarhija je jasna, imamo režiserja, imamo igralce, tako, ampak vseeno v razmerju, kako ti ustvarjaš, je nekako bolj flat hierarchy se reče, kako je flat v Sloveniji, ravno, ploska hierarhija. In recimo to meni zelo ustreza. Tako da, recimo to mene konkretno ta trenutek zelo zanima. V bistvu biti soavtor predstave in na ta način razmišljati vsebino predstave, sporočilo predstave, tako. In zato recimo je meni zelo pomembno, in na srečo Slovensko mladinsko gledališče meni to omogoča, zato ker je gledališče, ki tako ali tako ima vse svoje pore upisano, da je to gledališče, ki veliko gostuje izven Slovenije in veliko sodeluje tudi s tujimi umetniki. In to je meni zelo ključno, no? Da gremo na festivale, ampak ne samo to. Jaz se izrazito trudim, da bi šla tudi na razne forume. To so običajno diskurzivni programi ob festivalih, kjer se srečajo mladi profesionalci, mladi umetniki. Konkretno recimo bila sem na International Forum v okviru Teater Trefna. To je Teater Trefen je pa največji, najpomembnejši festival znotraj nemško govorečega področja. In zbrali so nas v ta mednarodni forum ustvarjalce iz praktično celega sveta, v bistvu skoraj da vseh kontinentov, v bistvu samo Severna Amerika in Avstralija nista bili zastopani, no pa Antarktika. Ampak in je toliko neskončno pomembno, da imamo kot sogovornike tudi ustvarjalce, ki ustvarjajo v različnih kontekstih in razumeti, v kakšnih kontekstih ljudje ustvarjajo. V kakšnih političnih klimah, finančnih pogojih, strukturnih pogojih, v kakšnih konvencijah gledaliških. In to neko celostno razumevanje gledališča po svetu se mi zdi, da je nekaj, kar je zame zelo pomembno. Zdaj sem se pa ravno vrnila iz Dresdna, kjer sem tudi bila tam na forumu. To je pač tekmovanje za mlade režiserje in tudi tekmovala Živa Bizovičar za predstavo Mladincev Boška in Admira in dobili so nagrado publike, kar prekrasno. Ampak ja, sočasno je pa bil ta forum in spet se pogovarjati. Tam smo imeli recimo mlado režiserko iz Ukrajine, mladega režiserja iz Gruzije. Mislim, to so popolnoma drugačni načini možnosti ustvarjanja v tako zelo intenzivnih in nemogočih pogojih delanja, kot je vojna. Spolno vzgojo ste omenili, Spolna vzgoja 2, gre za serijo predstav oziroma predavanj o ženski seksualnosti, kjer ste tudi v bistvu ustvarjalka. In kaj ugotavljate, ali vas je tle v odzivu kaj presenetilo, odzivu publike? Prav presenetilo ne. Mislim, da ko smo ustvarjali te predstave, torej gre za serijo 5 predavanj performancev, jaz sem soustvarila 2 predavanji, 2 predavanj performancev. Igre in zmožnost. V bistvu, ko smo ustvarjali, smo vedeli, da si želimo, da bi te predstave nekomu nekaj pomenile, da bi nagovorile neke publiko, predvsem pa, da bi mogoče z različnega kota pogledale na seksualnost, kot smo vajeni znotraj gledališča. To so neke teme, o katerih se pač vse v gledališke umetnosti pri nas ne govori. Vse tudi na TV-ju in tako ne, ampak tako da to nam je bilo v bistvu zelo ljubo in odziv je bil pač neskončno pozitiven. In tega smo bile zelo vesele. Ja. Tudi v predstavi Strah in beda Tretjega rajha, kjer tudi igrate več vlog, prej sprašujete med drugim tudi nasilje, skozi se vračava in med nasiljem in nekim absurdom našega časa, izjemno nasilnim in humorjem. In te vinjete, te prizori iz Tretjega rajha se potem prevesijo v sodobni svet. Kje vi vidite Lina Akif strah in bedo naše družbe? Ja, mislim, da že če pogledamo, kje smo politično, da je zelo jasno. Sploh ne vem, kako to ubesediti, zato ker se mi zdi, da trenutno svet gori. Jaz čutim zelo eno veliko anksioznost
In en velik občutek, da nič ne morem, kar je občutek obupa. Zdi se mi, seveda se ukvarjamo z umetnostjo, seveda protestiramo pa tako in vse to je pomembno, ampak hkrati se mi pa zdi, da se zabijamo ob nek svet. Tako da mogoče strah jim biti v tej neki nemoči. Mogoče lahko konkretneje povem, da torej moj oče prihaja iz Sudana, kjer trenutno v Sudanu je pač genocid in vojna in moja družina, ki sem jo sicer jaz v živo spoznala večkrat tekom svojega življenja, ampak ni, da imam z njo redno stik, moja oče pa vsakodnevno, se je mogla odseliti. No. In recimo, tu se mi zdi tako, sploh nimam pravega odgovora, zato ker je ful težko, tudi mi to procesiramo vojno v Sudanu, pa niti ni važno, kako se jaz v tem počutam. Jaz sem tu ena vzhodnjakinja iz varne Slovenije, ki zdaj gledam svojo družino v Afriko, ampak ful en občutek nemoči. Tako se mi zdi, da so to kar neke stvari, ki sploh jih ne moreš ubesediti, kakšne posledice za sabo puščajo. V predstavi Vsi ptice, ki je pa ena od teh 3, za katere ste pred 3 leti dobili Borštnikovo nagrado za mlado igralko, dobili ste za Črna koža, bele maske, Vsi ptice in za Vročino, so v Mini teatru zapisali, da je eno od vprašanj, ki se postavlja, ali lahko kot ljudje in narodi živimo bratstvo, kot ga poznajo rodovi ptic. Vračamo se v bistvu k istim temam in se sprašujemo, ga lahko? Jaz se tudi to sprašujem. Vedno bolj imam občutek, da ne. Kar je grozljivo izreči. Seveda moramo težiti k temu, da se vse te vojne končajo, ampak je pa v bistvu vedno znova šokantno in grozljivo, kako ljudje nismo tega zmožni. To je res grozljivo. Se pa strinjam to, kar govorite, da se to nasilje, da je neka tema tekom predstav, ki jih ustvarjam in da se vedno znova vračam k nasilju. In veliko se z nasiljem ukvarjam, veliko tudi konzumiram nasilja, čist vizualno, veliko gledam teh posnetkov. Realnega nasilja. Mislim. Realnega nasilja, ja. Mislim, da je neizbežno. Mislim, že če novice pržgeš, vidiš posnetke iz Gaze, vidiš posnetke iz Sudana, včasih, absolutno ni tako prisoten v medijih, nažalost, in ne samo Sudan, kaj šele Jemen ali pa Liberija in tako naprej, Uganda, Ruanda. Se mi zdi, da smo totalno obdani z nasiljem. Zdaj pa kako to prevesti na oder? Vem, da smo se tudi pogovarjali o tem, kako uprizoriti to nasilje in kaj to sploh gledalcu naredi. Jaz mislim, da je ful pomembno od tega, kako je nasilje uporabljeno, kako je izvedeno, v kakšnem kontekstu, ker lahko je zelo uspešno uprizoritveno sredstvo. Seveda vsi vemo, da je to nasilje na odru pač fake nasilje, ampak lahko, če na pravi način uporabljamo, da kljub temu, da se zavedamo, da je to zdaj fake, lahko to včasih močnejše sredstvo, kot pa če gledaš realne posnetke, lahko pa absolutno tudi ni. Tako da ful je odvisno, na kak način uporabljamo nasilje. In s tem se ves čas ukvarjamo. Zdaj, seveda pa treba tudi priznati, da včasih to naredimo boljš, včasih slabš. V vsakem primeru se mi pa zdi, da je to neko sredstvo, ki je zelo pomembno, očitno, tudi zame, in da se vedno znova vračam k tem strategijam. Ker nekako tudi odsevajo svet, ki ga gledam. Se mi zdi, da je svet, v katerem živimo, tako izrazito nasilen, in nasilje, da je v vseh porah našega bivanja. Onkraj samo teh vojn. Tudi znotraj internetnega diskurza, medijskega diskurza, nasilje, ki ga mi v medosebnih odnosih proizvajamo drug nad drugim. Mislim, da je pač nasilje res ves čas prisotno v našem življenju. V vaših samostojnih projektih, pa tudi sicer, je ena velika tema in rdeča nit, tudi sami ste mi to rekli, to je rasna identiteta. Slovenski pasijon, vaš magistrski performans s kurantovo glavo, na hrbtu ste šli v posebnem, mislim, da 9,5-urnem performansu na Triglav, od Pokljuke do Aljaževega stolpa. Nosili ste tega kuranta, torej simbol na
simbol slovenstva in tako preizpraševali slovenstvo in tujstvo. Šli ste, kot piše v opisu dogodka, z bremenom svoje kože in bremenom nenehnega dokazovanja svoje nacionalne pripadnosti, identitete. In ste uprizorili te slike križevega pota. Upozoriti na problematiko rasizma, ki nacionalnost, v tem primeru slovensko, očitno opredeljuje tudi z barvo kože. Kdo je Slovenec, kdo je Slovenka, zakaj morate vi svoje slovenstvo dokazovati, komu drugemu pa ga ni treba? In kdo so ljudje, ki mislijo, da vi morate to početi oziroma vam odrekajo to slovenstvo? Torej, vi, kot ste rekli, ste vaš oče iz Sudana, mama je iz Lendave, madžarskih korenin. Vi ne znate ne arabsko, ne znate ne madžarsko, govorite slovensko in ste Slovenka. Zakaj je vaša pot do slovenstva torej trnava? Ja, torej, vse to drži, kar ste rekli. Veliko se ukvarjam v bistvu s svojo rasno identiteto. Velikrat se tudi vprašam, če mi je to mogoče treba, ali bi bilo bistveno bolj, da se ne bi, pa bi tudi jaz lažje to bivala. Pa prepričana sem, da veliko ljudi, ki mogoče je opazilo, s čim se ukvarjam, se vedno, spet o tej rasi pa da nehi, da je prebol. In vse to razumem, ampak mene v bistvu ta rasna drugačnost, ki zdaj ali jo ljudje vidijo ali ne vidijo, vem, da mi dve smo imeli ta pogovor po telefonu, da vi v bistvu tega niste videli, kar jaz dobivam res zelo različne odzive, ampak da je v bistvu ta rasna različnost in kulturna različnost mojih staršev me neskončno determinirala. Tako kot je verjetno, čisto vsako osebo determinira, v kakšni državi se rodi, v kakšnem mestu se rodi, v kateri družini se rodi, pod kakšnimi socialnimi pogoji, v kakšnem socioekonomskem položaju se rodi, in na isti način je mene vse to determiniralo. In je pač ta faktor rase zelo prisoten, zato ker to pomeni, da sem v bistvu tekom svojega odraščanja ves čas bila v tem, da sem seveda doživljala rasizem, gledala rasizem, lahko tudi absolutno ne. Zaradi svoje barve kože sem tudi neke pozitivne stvari doživela, ampak predvsem je to neka tema, s katero se res zelo veliko ukvarjam, ker poskušam osmisliti neko svoje bivanje v svetu. Predvsem se mi pa zdi pomembno, zato ker je znotraj našega prostora, kulturnega prostora, se mi zdi, da ne odseva realne slike prebivalstva. Torej, kdo se sploh z umetnostjo v Sloveniji lahko ukvarja? Kdo je lahko na odru? Kdo ima možnost iti na AGRFT? Kdo lahko igra lepo video? Kdo lahko igra lepo video? Tako da se mi zdi, da ta občutek, komu zdaj se moram dokazovati, seveda, tako kot najbolj cheesy stavek, vedno najprej se moraš dokazati sebi. Ampak realnost pa je, da imam občutek, da vedno znova me ljudje, katerim se moram dokazovati, me presenečajo. Zdaj, včasih so to lahko ljudje na pozicijah, včasih so naključni gledalci, včasih ljudje, ki jih srečam v nekih intimnih odnosih, ampak v bistvu ta tema rase je konstantno prisotna. Včasih, ker jo tudi sama iniciram, ker govorim veliko o tem in mi je zelo pomembno, da se o tem govori. Kot ne samo o rasi, v bistvu o kakršnikoli drugačnosti, ki odstopa od te naše slike, ki je zelo cis, straight, bela, normativna. In moramo stremeti k temu, da bi nekako imeli bolj raznovrstne ustvarjalce, ki ne samo vsebinsko raznovrstne, ampak tudi po poreklu, po tipu telesa, po barvi kože in tako naprej, po spolni usmerjenosti. Tako da, nimam konkretnega odgovora temu pa temu, zato ker me te sogovorniki vedno znova presenetajo, ampak vedno se najdejo v bistvu v vsakem področju. Pa se je seveda možno, da se jim ne rabim dokazovati, pa jaz zaradi svojih osebnih travm imam občutek, da se moram dokazovati. Vse to sprejemam. Proces je, kako tudi jaz procesiram in delam s tem. Absolutno pa niso to vaše samo osebne travme, ampak je to v bistvu nekaj, kar vpliva na celotno družbo in zato je treba o tem govoriti in hvala, da o tem govorite. Največji problem ni bil to, da sem Afričanka, ampak to, da izgledam kot Rominja. Ste pred 5 leti povedali za Metropolitan. Torej, kot sem prej rekla, rojeni v Mariboru, odraščali v Mariboru. Povedali ste, da oče prihaja iz Sudana, mama iz Lendave.
Ampak najbolj je ljudje zmotilo to, ne, če so mislili, da ste Rominja. A je v bistvu biti Rom v Sloveniji ultimativna stigma? Jaz bi rekla, da ja. Sicer zdaj, seveda, mi da imava ta intervju nekaj tednov po dogodku v Novem mestu in je to zdaj zelo grozljiva in pereča in politično biti tema ta trenutek. Jaz bom rekla, da moje odraščanje absolutno je bilo prežeto s tem strahom, pa ne zato, ker bi... Strahom, da bojo v vas videli Rominjo. Ja, zelo, ampak sam zaradi tega, ker si moramo priznati, da v bistvu način, kako mi ravnamo za to skupnostjo, je grozljivo. Ta skupnost je izrazito segregirana. Se mi zdi, da se očita veliko romski skupnosti, zakaj se pa ne vključujejo v družbo, zakaj pa ne delajo, ampak v resnici pa koliko jim pa sploh omogočamo, da se vključujejo v družbo. Recimo moja konkretna izkušnja v osnovni šoli, ker sem imela veliko romskih sošolcev, način, kako smo mi bili obravnavani, mislim ne mi, kako so bili otroci, kako bila romski otroci, kako so bili obravnavani v primerjavi z otroci, ki nismo Romi, to je bila neskončna razlika. V tem, a učitelj verjame vate, a ti bo omogočil, da se normalno izobražuješ, ali te bo pred razredom poniževal, ti vsak dan utrjeval stereotip, da ti tega ne zmoreš, da si nesposoben, da se ne boš mogel vključiti. In to se začne že v osnovni šoli ali vrtcu že prej in se absolutno nadaljuje celo življenje. Tako da v Mariboru je zelo velika romska skupnost in jaz sem se tega zelo bala. Romska skupnost bi pa sama rada povedala, da se mi zdi kulturno neizmerno bogata in čudovita in se mi zdi, da je ta moj strah seveda prihajal čist iz te segregacije, ki je prišla. In kot otrok, itak je glavna stvar, da si želiš, da bi bil vključen v družbo in da bi pripadal. Povedali ste, da ste v bistvu mislim, da še v srednji šoli najprej povedali, jaz sem polafričanka, zato da ne bi ljudje mislili, da ste Rominja, ker je bilo to tisto, kar ste dojeli pravilno očitno v družbi, da biti Rom je ultimativna segregacija. Ne? Da boste sprejeli in da so vas tudi sprejeli, se to pa v redu. Ne? Ja. Se hecno, obstaja v bistvu ta neka svetovna nenapisana hierarhija v bistvu družbenih statusov in družbene moči, ker vemo pač na vrhu imaš seveda bele cis moške in potem pridejo bele cis ženske in gre tako naprej in nekako po tej lestvici se mi zdi, da tudi če ni izrečena, nekako mi že od malega vemo, kje kdo po lestvici stoji. In absolutno je bil to nek ultimativni strah in v skladu s tem sem razvila, tako kot ste rekli, veliko nekih mehanizmov, ki sem se jih šele po mojem po akademiji otresla. In eno je, da sem sama sebe zelo hitro rasno profilirala. Da sem jasno povedala, da jaz sem mulat, takrat recimo še nisem vedela, da je to beseda, ki je ne bi smela uporabljati. In mislim, ne bi smela, da je to žaljiva beseda, izhaja iz kot žaljivka je nastala in pol se je nekako prijela kot neka uradna terminologija za otroke, ki imajo starša enega temnopoltega porekla, enega pa belega porekla. Ampak ja, ta strah je bil res zelo prisoten. Ampak hecno je, kako v bistvu po tej neki hierarhiji biti zdaj temnopolt, barvnopolt in ne Rom, pa si malo više po lestvici gor. In zdaj ti je dovoljeno, da ti pač v družbi lahko normalno sodeluješ, ustvarjaš, zavzemaš neke družbene pozicije. V bistvu imaš dostop do nekih stvari, ki jih absolutno romska skupnost nima. In to je grozljivo. Hierarhija rasizmov. Ja, absolutno hierarhija rasizma obstaja. Sej, da ne bo, moram tudi povedati, da ta hierarhija rasizma, to ni zdaj vedno belopolt svet proti barvnopoltemu svetu, ampak tudi znotraj različnih ras obstaja tudi hierarhija rasizma. Mene to recimo v Sudanu tudi zelo presenetilo, kako je zelo jasno vzpostavljeno, Arabci so više na tej lestvici, če prihajaš iz Etiopije in si res pač temnopolta oseba, res temnopolta, to je grozljiv izraz, kaj sem zdaj rekla, ampak tako, da neka barvna lestvica tudi obstaja. In kako se v bistvu znotraj teh skupnosti izvaja nasilje.
In skratka, vi v bistvu z mnogimi svojimi predstavami, performansi opozarjate točno na ta problem. Zanimivo je bilo tudi to, da sem prebrala, da nekako gre za neko občutenje, da v lastni domovini ste tujka. Vi ste se zelo zgodaj soočili s tem občutkom. Ja, bi rekla, da ja. Mislim, da že v vrtcu v resnici. Ampak seveda tudi prihaja iz tega, da mi smo doma govorili slovensko, je pa zelo jasno, da pač moj oče, da ni Slovenc. V bistvu, ker malo šokantno, da se ta arabščina ni prijela, glede na to, da sem vsak dan bila obdana s tem jezikom. In tudi njegova prijateljska struktura, prijatelji so večinoma iz arabskega sveta. Tako da mi je bilo vedno nekako jasno, da ni, ja, da moj oče specifično, mama je vseeno rojena v Sloveniji, je Slovenka, da je od drugod. In zdaj, kako sebe pozicionirati znotraj tega? Ker nimaš v bistvu vstopa v ta arabski svet, ker ga nisem imela zaradi jezika. V bistvu posredno je seveda neskončno vplival na moje odraščanje, ker moj oče seveda prišel v Slovenijo za popolnoma drugačnimi vrednotami, ki so izrazito arabske, izrazito islamske. Tako da sem konstantno imela ta občutek, da se nekako moram boriti za to, da sem v Sloveniji, da sem Slovenka. Ja. Ja, razmišljala sem, v bistvu ne znam čisto dobro sploh vprašati to vprašanje. Jaz verjetno ne znam dobro odgovoriti. Ampak že to, ko sem se pripravljala na pogovor, sem se probala postaviti v to pozicijo in da v bistvu jaz vas, dve Slovenki, rojeni v Sloveniji, se pogovarjava o tem in podmena tega, da se pogovarjava, je sploh to, da vam je treba nekaj dokazovati, meni pa ni treba. In sem spraševala, kako bizarna je v bistvu ta situacija, kako jo vi vidite, da vas jaz, ker nisem čisto nič drugače kot vi, v bistvu sploh o tem sprašujem. Ja, mislim, bizarna pa v resnici pa tudi ne, zato ker se mi zdi, da ljudje ves čas sprašujemo, kateri faktorji vplivajo na naš obstoj. Predstavljam si, da če bi zdaj recimo sogovornik mogoče bil, pa ne vem, nek moški, bi se pa mogoče v spolih pogovarjali. Tako se mi zdi, čeprav me je včasih kar motilo, da veliko o tem govorim, zdaj absolutno tudi sama iniciram ta pogovor, izključno zato, ker mi je jasno, da res ta neka barvna drugačnost kako zelo vpliva ne samo na to, kako drugi mene dojemajo, seveda, kako jaz sama sebe dojemam in kako premišljujem svet, s čim se ukvarjam, v kakšne odnose vstopam. V resnici je to nekaj, kar me je tako zelo determiniralo, da se vedno znova jaz s tem ukvarjam. Ampak, mislim, ukvarjam, če zdaj povedati, da zdaj pa traumiram, pa ne grem ven iz stanovanja. Ampak absolutno razumem, da veliko faktorjev pač vpliva na to, kako gledamo svet. Tudi dejstvo, da smo midve rojeni v Sloveniji, zelo vpliva, kako midve pač gledava na svet, kako se politično orientirava, kakšne možnosti imava glede zaposlitve, glede tega, ali bova, mislim, v kakšnih odnosih bova. To vse absolutno vpliva, vsi ti faktorji vplivajo na to. Dobivate pa, kot ste nekoč rekli, rasno determinirane vloge. Povedali ste, da v bistvu to, da ne izgledam kot Slovenka, za gledališki svet nisem Slovenka. In da ste se v bistvu bolj začeli ukvarjati s tem svojim odraščanjem v Sloveniji, kako je to potekalo, to, da ste drugačne barve. In da so vam v bistvu že na akademiji, ko ste se pogovarjali s profesorji in to tistimi, ki so vas podpirali, a so vas želeli pripraviti na realno stanje. Rekli so mi, da ni problem to, da sem tako temna, ampak da nimam slovenskih potez. Na to so me med študijem pripravljali, ampak realnost je zadane šele po akademiji, ko dobiš prve povratne informacije. Kot problem se je na primer izkazalo, da ne morem igrati družine v realizmu in druge podobne stvari. Težko me je vključiti v igralsko zasedbo. To je bila recimo ena od stvari, ki je mene naravno šokirala. In tukaj v bistvu ste vi v tem intervjuju tudi rekli to lepo video ste omenili. Ja. Tako da me zanima, če se je to bilo pred 5 leti. Hecer je poslušal te izjave za nazaj. A se je v teh 5 letih kaj spremenilo, glede tega rasne determiniranosti vaših vlog? Ja, verjetno se je. Mislim, treba tudi konkretno povedati, da. Ja. V teh 5 letih
sem jaz v resnici zelo malo igrala vloge, ki so tako zelo vključene v neke dramske situacije, torej, oziroma dramski teater. Veliko je teh avtorskih projektov in znotraj tega seveda potem čist drugače pristopaš k samemu procesu. Zdaj, kar se je pa spremenilo, seveda sem zdaj veliko bolj, mislim, glede mene, vprašanje, verjetno ja, veliko več se o tem zdaj pogovarjamo, mogoče tudi pač jaz, ker o tem skozi govorim. Ampak, nekam sem hotela to misel potegniti. Lahko nadaljujete, kjerkoli drugje, pa se vrnemo. Da seveda je zdaj pač ful odprti diskurs, ne samo v Sloveniji, ampak znotraj celotnega evropskega gledališča, kdo lahko katero vlogo igra. In tu obstajajo neka heca nenapisana pravila, ki pa seveda niso za vsako državo drugačna. Recimo, konkreten primer, pred kratkim sem imela pogovor z skupino ustvarjalcev iz Berlina, ki ima strukturo prebivalstva totalno drugačno kot v Sloveniji. Berlin je vseeno totalno drugačno. Veliko bolj raznoliko in to veliko bolj vidno raznoliko, ko hodiš po ulicah Berlina. In vsi so veliko bolj ozaveščeni. In obstaja ravno ta neka nevidna hierarhija, ki sem jo prej omenjala, kjer imaš na vrhu beleci moške in potem beleci ženske in potem po hierarhiji dol. Obstaja pravilo, da ti lahko igraš vedno po statusu gor, nikoli pa po statusu dol. Torej, recimo, in to je neko vprašanje, ki se ga v Sloveniji zelo, zelo zastavljam, zato ker je pa naša slika drugačna. In zdaj mi nimamo neskončno veliko temnopoltih igralcev, ki bi imeli končan AGRFT, ki je nažalost po strukturi pogoj, da ti si v gledališču, razen v primerih nekih izjem. In zdaj, kad ti tega nimaš, zdaj imaš pa pač na izbiro, a torej mi ne bomo uprizarjali nobenega teksta od POC ustvarjalcev, a mi torej ne bomo nobenega teksta, kjer se pojavljajo POC-liki, zato ker mi nimamo tega kadra. In to je v bistvu skozi neko vprašanje. In seveda se tudi glede jaz mojega obstoja ves čas sprašujem. Absolutno se mi zdi pomembno, da ne igram ves čas samo te vloge, hkrati pa tudi je vprašanje, če pa nekdo drug vstopi v te vloge, kaj to pomeni. In to je treba, to govorim ne zato, ker zdaj sem woke in vsakega, ki ne upošteva teh pravil in vsak, ki igra, ne vem, vsak belc, ki igra temnopolto osebo, zdaj treba skenslati, sploh ne, ampak sem, da imamo nek odprt diskurs okoli tega in da se malo sam zavedamo, v katerih pogojih ustvarjamo in da treba to konkretno nasloviti. Tako da, ja, jaz nimam odgovora na to vprašanje, zato ker se mi zdi, da se vedno znova v vsakem kontekstu to vprašam. In absolutno si ne želim, da so moje vloge samo rasno determinirane, čeprav se tudi v mojih performancih veliko s tem ukvarjam in čeprav v avtorskih projektih velikrat ta aspekt ven pride in ga tudi jaz absolutno nosim na vaje. Se mi pa zdi tudi neskončno pomembno, da gledalci in tudi jaz, da ne igram samo to. Zdaj, če se je to spremenilo, pač bomo videli, da sem zdaj pač v ansamblu in sem malo odvisna od umetniškega vodstva, kateri teksti se bodo zbrali in režiser, katere projekte me bodo zbrali, tako da bomo videli, kako to premišljujemo naprej. Ampak ja, zdi se mi ful pomembno. Ampak to bi še povedala glede tega začaranega kroga. Ja. Ker mislim, da imamo v Sloveniji zelo velik problem tega, da na akademijo ne sprejemajo raznovrstnih ljudi. V bistvu, absolutno po nekih vsebinah in po v bistvu mogoče zdaj ne bom rekla, da vsak zgleda enako, sploh ne. Ampak po nekem teh gabaritih, da smo večinoma vsi nehendikepirane osebe, predominantno bele, verjetno predominantno straight, zelo skratka cis. In seveda potem na odru mi, če želimo uprizoriti kakršnokoli igro ali pa želimo vključiti v procese na odru ljudi, ki niso normativni v narekovajih, imamo mi problem, ker enostavno nimamo dovolj ljudi, ki bi se znotraj institucij s tem ukvarjali, ki bi bili izobraženi za to. Seveda je zdaj tu prvo vprašanje,
A rabiš sploh samo AGRFT, da se ukvarja s tem? Absolutno ne. Ampak se mi zdi, da je še vedno ta neka ločnica, kdo lahko ustvarja na off-sceni in kdo lahko ustvarja v institucijah, v institucionalni gledališči. In to je treba absolutno podreti. Ampak predvsem, mi, če ne sprejemamo teh ljudi na akademijo, absolutno tudi v profesionalnem življenju, tega ljudje ne bodo videli na odru. In če ljudje, gledalci, ne vidijo, sploh mladi gledalci, sebe na odru, sploh ne morejo razmišljati o tem, Šment, jaz bi se lahko odločil za ta poklic. Mene zelo zanima, kdo vse pride na sprejemca. Je to raznovrstna skupina, tudi rasno raznovrstna skupina ljudi, ali sam pač teh ljudi enostavno ni na sprejemcih, ali pa niso sprejeti. Pa ne, da bi bili profesori rasisti, sploh ne govorimo o tem, ampak tako, zdi se mi, da je problem zelo zaciklan, zelo velik in da moramo konkretno to nasloviti. Mislim, da je čas, da sprejmemo mogoče tudi ljudi s hendikepom na akademijo. Tako noro mi je to. Hkrati pa se mi zdi, pa, da ni tako, da absolutno nismo raznovrstna družba, ampak sam ne spustimo mogoče nekaj ljudi brez AGRFT k procesu. In to se mi pa tudi zdi pomemben aspekt, da ljudje, ki pač niso šli na to akademijo, še vedno lahko ustvarjajo znotraj institucije. In to ne samo enkrat v enem projektu, ker smo slučajno rabili nekoga, ki je, ne vem, transpolna oseba, ampak da jim omogočimo, da delajo redno, skozi. Kakšnega gledališča si torej želite? Jaz, mislim, zavili bomo vsi z očmi, tako, inkluzivno gledališče, ampak res se mi zdi to pomembno. Pa vem, da so to zdaj vse, kar sem omenila. To so zdaj vse te vroče besede v evropskem gledališču, vse te diversity, inkluzivnost, vse. Ampak z razlogom so in z razlogom se o tem pogovarjamo in z razlogom se vedno znova moramo o tem pogovarjati, zato ker enostavno se nismo dovolj premaknili. Absolutno so neki premiki narejeni. Kulturna slika danes je veliko drugačna kot pa, ne vem, 20 let nazaj. Ali pa mogoče tako, jaz sem se pogovarjala tudi z prvo temnopolto igralko, ki je bila sprejeta na akademijo, Metka Trdin, ki je bila sošolka mojega mentorja. In torej neka 20-letna razlika med nama. In ko je ona končala akademijo, v kakšnih pogojih in v kakšni družbi je ona ustvarjala gledališče, to je neskončno drugačna situacija kot pa moja. Tako da premiki so narejeni. Jaz absolutno imam tu zdaj neko platformo, da se o tem pogovarjam, imam sogovornike o tem, klima je naklonjena temu, da ljudje mogoče poslušajo, pa razmišljamo o tem. Tako, njena situacija je bila popolnoma drugačna. Tako da premiki so in absolutno se tega zavedam, ampak dolga pot nas še čaka. No. Ampak kot smo tudi ugotovili z vsemi temi vojnami, ki se dogajajo po svetu in grozljivosti, mislim, da bomo sam propadali pa umrli. Nisem toliko optimistična za prihodnost. Bi še kaj opozorili gledalce in gledalke, poslušalce in poslušalke, kaj je vaše sporočilo družbi mogoče pod črto? To je občutek, da sem iz sveta. Da je tako. Nekaj zdaj mi same take gluposti grejo po glavi. Radi se mejmo, skrbimo drug za drugega. Ne, sam... da se mi zdi, da moramo biti zahtevni gledalci, pa ne, da niso. Absolutno, ampak da moramo biti vedno znova zahtevni gledalci. Da se moramo res, da tudi, če se nam zdijo neke stvari malo too much, pa malo preveč woke, pa dajmo nehati, pa tako, ampak da so, včasih je potreben nek potisk, pa da se zdi vse narobe, pa da se preveč ubadamo mogoče z nekimi marginalnimi skupinami, pa tako, zato da neke stvari normaliziramo. Mislim, kot primer, recimo, evo, včeraj ravno, ne vem, da bo ta podcast šel ven, ampak včeraj je bilo... Soboto zjutraj. Ampak, dobro, pa ta teden je bilo objavljeno, da prevzame dramo tudi Ivana Džilas in že pred tem je bila ženska na vodstveni poziciji, ampak tudi pri nas, recimo Inga Remeta je na vodstveni poziciji, v MGL in tako, in v Gorici. Se mi zdi, da imamo ta trenutek, je veliko žensk na vodstvenih položajih v gledališčih. Verjetno si kaj tasga ne bi predstavljali. Ne vem, 15 let nazaj, 20 let nazaj. Zdaj pa v bistvu ne preizprašujemo več, ko lahko zdaj ženska vodi gledališče. Jasno je, da ga lahko.
ja, logično, čist, ne. Znotraj gledališča, mogoče v nekih drugih panogah, seveda, absolutno še nismo tam. Ampak tako, in sem prepričana, da je bilo neko obdobje vmes, kjer je bilo vsem neskončno nelagodno se pogovarjati o tem. Ja. In nelagodno, da ženska vodi gledališče. Zdaj pa v bistvu ne sprašujemo, ali ima pravico zdaj, ne vem, Inga Remeta sedeti na tem sedu. Logično je, da je pač, in da je sposobna in da bo naredila, kar je treba narediti. Tako da se mi zdi, da glede velik stvari, ki sem jih mogoče danes omenila, smo v bistvu v tej neki fazi, kjer nam je zdaj v bistvu nelagodno, pa too much, pa nehajmo, pa bistveno bolj večji problemi so, zakaj se ukvarjamo z identiteto, pa raso, pa tako. Pa ne vem, upam, da čez 10-15 let, pa to v bistvu sploh ne bo vprašanje. In da je treba v bistvu ustrajati v teh nelagodnih situacijah, zato da sploh do napredka pride. Ja. In pa da je treba v bistvu ful z neko občutljivostjo delati. Jaz nočem, da zdaj tu izpade tako, evo, zdaj se pa tu neka woke avtoriteta in res kdorkoli ne razmišlja tako kot jaz, treba cancel, sploh ne. Absolutno, tudi jaz sem milijon napak naredila v preteklosti, glede reprezentacije, glede vključevanja ljudi v procese. Velik, ki jih mogoče zdaj ne bi, ali pa bi drugače razmišljala. Vem, da sem tudi v enem eni RTV oddaji o transspolnih osebah, recimo, so me na faksu klicali in sem igrala v bistvu v teh nekih umestnih prizorih transspolno osebo. In takrat sploh nisem preizpraševala to. Sem se pa pol pogovarjala leta kasneje z nekom, katerega zgodbo sem igrala, torej za to transspolno osebo, smo govorili, koliko je bilo v bistvu to neprimerno. In mi je zdaj ful žal za to in si želim, da bi vzpostavila dialog pa tako in priznam vse svoje napake. Tako da pač v Sloveniji imamo neke specifične kontekste in učimo se še vsi. Prostora za napredek je ogromno, veliko napak bomo še naredili. Ampak sem z neko občutljivostjo je treba ravnati, pa pač z odprtimi kartami, da se zavedamo, tu smo ga kar polomili. Tako kot recimo jaz v tem primeru, ki sem takrat kot študentka igrala v tem. V neke stvari smo pa naredili mogoče dobro. Tako. Najlepša hvala za vse opozorila, za vse, kar ste povedali. Jaz si tudi želim, da bi znali vsi ustrajati v teh trenutkih nelagodja, ki naj bojo dolgi tudi 5 minut in več, Ja, hvala. če je treba, zato da pride do napredka. Hvala vam. Ja, hvala vam za povabilo.